takole se realnost spremeni, takole, ko ti energijo shiftneš. Zato je tako pomembno, da imamo redno duhovno prakso poslušanja kanaliziranih meditacij, ker si zamenjamo naša čustva. In zdaj, ko smo mi v 3D, v žrtvi, mi generiramo zelo nizka čustva. Ljubosumje, kontrola, strah, negotovost, nezaupanje, odlašanje, nezavedanje sebe. To so vse te zelo taka gosta čustva, ko smo v 3D, ko smo v žrtvi. Pasivnost. Tudi bolj močna, čustva sovraštva, čustva agresije, ne? To je vse zelo tako gosto čustvo. Ko smo mi v energiji vodje, se mi zavedamo, da mi lahko kreiramo vse. Ampak da lahko kreiramo to, moramo imeti više čustva, više vibrirajoče čustva. To so hvaležnost, ljubezen, oboževanje, prepoznavanje, pomirjenost, svoboda, smeh, radost, sprejemanje. In zdaj, če mi doživljamo svet, ki je grozen, pomeni, da smo mi stalno v nizko vibrirajočih čustvih. Oseba zraven nas, ki živi v istem okolju, ki živi v isti državi, v istem političnem sistemu, v isti realnosti kot ti, bo pa skrbela za svoja visoka vibrirajoča čustva in bo zase generirala drugačno realnost, ker bo njena vibracija ustvarjala njeno situacijo. In zdaj, kaj je tisto, kar je ključno, je to, da mi telo, naše možgane spravimo iz 3D v 5D. Ko so naši možgani v frekvenci beta in visoka beta, high beta, smo mi v stalnem preživetju. In simpatično živčevje ima žurko. Stres, stiska, pomanjkanje časa, konstantna obremenjenost, nezadovoljstvo, panika, preživetje, šopa. Kortizol ti nabija na polno. In kaj se zgodi, ko kortizol nabija? Nadledvična žleza reče, ne morem več. In se ti zruši telo. In ga ne moreš postaviti. In je bolezen za boleznijo. Telo reče, konc je, ne moreš več tako delovati, konc, rdeč, semafor utripa na polno. Telo ti reče stop, ker si v prevelikem konstantnem stresu, v preveč nizkih čustvih, v prevelikem 3D. Ne moreš več tako. Beta na polno, šopa možgani. Torej, kaj je potrebno? Možgane moramo dati v počasnejša možganska valovanja. Alfa, teta, delta. Torej, v sprostitev, da se parasimpatično živčevje aktivira. Da se parasimpatično živčevje sprosti telo in reče, ne lovite lev, v redu je. Pa kaj potem, če boš zamudil na ta sestanek? Nihče ne bo umrl. Pa kaj potem, če boš prišla do svojega cilja 1 leto kasneje? Pa kaj potem? Stisnjenost v času je 3D realnost, v žrtvi smo. In kaj se bo zgodilo? Daj mi povej, kaj se bo zgodilo, če prideš na cilj 1 leto kasneje. Tisti, ki ste stisnjeni v času, dajte mi napisati. Kaj se bo zgodilo, če ta cilj, ki ga imaš, dosežeš 1 leto kasneje? Če boš 1 leto kasneje prišla do želene teže telesa, če boš 1 leto kasneje zanosila, če boš 1 leto kasneje ustvarila božansko partnerstvo, če boš 1 leto kasneje svoj posel postavila na noge, če boš 1 leto kasneje naredila diplomo, če boš 1 leto kasneje pikca. In kaj potem? Kaj se bo zgodilo, če bo to 1 leto kasneje? Živiš 80 let. In ali je razlika, a to doživiš pri 38 ali pri 39? Iskreno, a je razlika v konceptu celega življenja? Ker ko smo v žrtvi, če smo ravno pri času,
Smo konstantno v pomanjkanju časa. Zakaj? Zato, ker smo stalno v analizi preteklosti in v kontroli prihodnosti. Kje pa nas ni? Tam, kjer je moč. Kje pa je moč? Sedanji trenutek. V sedanjem trenutku smo v moči kreacije. Nič, pravi Suzana, se ne bo zgodilo, če 1 leto kasneje dosežeš cilj. Nič se ne bo zgodilo, ker edini trenutek, kjer ti doživljaš življenje, je sedanji trenutek. In pač moraš šati lepo po vrsti. Ne moreš drugače. In to je neka lekcija, ki ti povem, da jaz jo mojstrim že celo življenje. In jaz sem dojela, v bistvu je vseeno. Vseeno je, kdaj prideš. Ni razlike, pravi duša. Svet ne bo propadel. Ne bo. Ampak zakaj smo mi stisnjeni v času? Zaradi naših programov. Ker si rečeš, ja, ampak ne moram zanositi pri 39, ker bo ful težje, ker bo mogoče z otrokom nekaj narobe, zato ker ta. Ja, ne moram biti pri 42 postaviti posla na noge, ker je to prepozno, ker kako bom do takrat preživel, pa položnice, pa želje, ki jih imam, pa potovanje, na katerega bi račel, pa to. Se pravi, sploh ni fora v času. Fora je v tvojih zgodbah, v katere ti verjameš. In zakaj verjameš v te zgodbe? Ja, zaradi tega, ker so tvoji možgani nahajpani v beti in samo to premlevajo, kaj vse gre lahko narobe in pol si v 3D in pol si v žrtvi, ker imaš 101 razlog, zakaj ti ne bo uspelo in zato ne zamenjaš službe. In zato ne greš na svojo poslovno pot. In zato ne zaštartaš tistega projekta, ki ga ful močno v sebi čutiš, zato ker samo to razmišljaš, kaj vse gre lahko narobe. Ker si v beti, beta šopa. Kortizol, adrenalin, nadledvična žleza je utrujena, kar naenkrat telo odpove in potem itak nič ne moš narediti, kaj telo odpovedalo. A ne, pa zbolimo in potem ti življenje hitro pokaže, kaj si ti mislila, da boš zdaj naredila. Kaj si svet mislil usvojiti to leto? Ja, nič ne boš ga, ležala boš. Moja realnost lani. Ok. Dotaknili smo se realnosti časa. Ko smo v energiji žrtve, ga imamo vedno premalo. Vedno se nam mudi. Norimo, zato ker verjamemo v pomanjkanje. Ko smo v 5D, ko smo v vlogi vodje, se zavedamo, da nam življenje ne more uidati, ker to je tvoje življenje. Kam bo šlo? Kdo ti bo vzel tvoje življenje? Daj mi povej. To, kar je tvoje, da doživiš, bo šel in boš doživljal. Trajal bo, kakor bo trajal. Vzel bo toliko časa, kot bo vzel. Potrebna bo takšna rast, kot bo potrebna. Po to je tvoja duša prišla. Tvoja duša se ni prišla utelesati za 1 sekundo, pa v tisti 1 sekundi doživeti vsega, kar bo v eni utelesitvi. Pismo, nekaj se ti mora dogajati. 80 let bo živel, plus, ne vem koliko. 100 let bo živel. In kaj? Kaj boš, če se ti v prvih 50 letih vse zgodi? Mislim, imaš še 50 let za doživeti, da razumemo. Se pravi, duša si je vzela čas. Vzela si je čas, da bo pač trenirala in doživljala po vrstnem redu tega, kar je njej prioriteta. In zato edino stvar, ki jo lahko narediš, je, da se zrelaksiraš, da umiriš svoje možgane, daš telo v parasimpatično živčevje s poslušanjem kanaliziranja meditacije in se skuliraš in si rečeš, grem po vrsti, kaj je zdaj prioriteta. In greš po vrsti. In to je to. Ko si v zdaj, veš, da je moč v sedanjem trenutku. Kaj danes lahko naredim za to stvar? Ne, kaj sem v preteklosti delal, pa analiziral, da sem to dobro naredil ali nisem in soditi in bla, bla, bla in kaj bo prihodnost prinesla. Ja, nimaš pojma, kaj bo prihodnost prinesla, živi ta trenutek in v tem trenutku izbiraj, kar želiš, da prinese prihodnost.
In če želiš, da prihodnost prinese ljubezen, potem v tem trenutku pejt ven iz tega sranja, kontrole in pejt v ljubezen. Ker v tem trenutku generiraš prihodnost. In zdaj, rekli smo, naši možgani so izjemno orodje. Konstantno jih dajemo v beta stanje. Konstantno se sekiramo, razmišljamo, kontroliramo, se ukvarjamo z zunanjimi, hočemo vse informacije absorbirati, beta šopa. Telo ti gre v simpatično živčevje, stres, kortizol se ti zaktivira, nadledvična žleza odpove. Ko nadledvična žleza reče, dosti je bilo, cel hormonski sistem se poruši. In kar naenkrat tukaj zgori, kjer bi se mogel delati serotonin in oksitocin in sami hormoni sreče in zadovoljstva in da smo mi dober, se ne generirajo. Zato, ker gre vsa energija v tvojo nadledvično žlezo in celo telo ruši tvoj kortizol zaradi tega, ker si ti v konstantnem stresu. Dragi moji, svet se ne bo spremenil se bo naš odziv na svet. In ko si v žrtvi, čakaš, da se zunaj spremeni. Ko si vodja, spremeniš svoj notranji svet in si rečeš, to bom zdaj pustil, da je tako, kot je, in se bom obrnil sem, kjer sem jaz in kjer je moj svet in bom najprej sebe nakuliral. In najprej bom svoje možgane dal v počasnejše valovanje. In bom dal sebe v alfo, se pravi, grem na sprehod v naravo, objemam svojega družinskega člana, božam svojega kužka, berem sproščeno knjigo, grem v bazen in savno, dajem se v alfo, počnem stvari, ki mi prinašajo pomiritev, cool. Moji možgani rabijo frekvenco teto, torej jaz potrebujem iti v neko stanje meditacije, ki me bo dalo v to stanje, super, kanalizirana meditacija, koliko jih imam veliko v šoli, krasno, izberem tisto, ki me danes pritegne, grem in poslušam in kar naenkrat sem v počasnejših možganskih valovanjih in jaz se počutim mega in potem vem, da bi bilo dobro, da se mi še malo bolj delta aktivira in vem, da se delta najbolj prižiga in je najmočnejša v času spanja. Kaj pa, če bi jaz začel malo prej hoditi spat in bi pred spanjem imel te prakse umirjanja in meditacije in potem bom res dobro spal, ful sem se dobro spočil. Vsi vemo, vsak dan, ko se zbudimo in smo dobro spali, smo kar naenkrat boljše volje, kar naenkrat smo boljšega razpoloženja, višjo energijo, več lahko v tistem dnevu skreiramo in v sedanjem trenutku imamo več moči, da skreiramo to, kar si želimo. Kar naenkrat smo v više vibrirajočih čustvih, kar naenkrat smo v kreaciji, ne v preživetju. Vsi vemo, da ko smo neprespani, smo v preživetju. Ko smo nespočiti, ko nismo osnovnih telesnih potreb zadovoljili, padamo dol. Ko pa zadovoljimo osnovne telesne potrebe in damo svoje možgane v počasno možgansko delovanje, kar naenkrat, svet je lepši. Zdaj pa, en bombonček, ki vam ga bom razkrila, kaj smo ugotovili v raziskavi, vsi, ki ste gledali film in ki ga še boste gledali, naš dokumentarni film, Celestial Channeling, ste videli, da smo delali raziskave ne samo na mojih možganih, kaj se dogaja, ko jaz kanaliziram, ampak tudi kaj se dogaja z možgani osebe, ki prejema kanaliziranje tako jasnosti kot meditacije. In najbolj ključna stvar, to je en delček, ne bom vsega povedala, ostalo vidite v filmu, ampak en delček je, ko sprejemaš kanalizirana sporočila in kanalizirane meditacije, ki jih kanaliziram tukaj v šoli gredo tvoji možgani v ta počasna možganska delovanja. Alfa, teta, delta. Se pravi to, ko skozi Jašan govori, dajte poslušati kanalizirano meditacijo in to, da sem dejansko začel redno poslušati meditacije, to je meni dejansko spremenilo realnost, grem to. Da sem malo padel ven iz tega. A smo dojeli, kar sem pravkar povedala? Ne rabiš sveta spremeniti, da narediš 100 stvari. Eno stvar naredi. Meditiraj vsak dan. Samo to naredi. In ko grejo tvoji možgani v ta počasna možganska valovanja, se kaj zgodi? Parasimpatičen živčni sistem se zaktivira. Greš iz preživetja v kreacijo.
greš iz stresa v pomiritev, greš iz ločenosti v povezanost, greš iz neljubezni v ljubezen. In kar naenkrat v 5D kot voditelj vidiš rešitve, ker prej si videl samo probleme. Vidiš rešitve. Rada bi se še dotaknila tega, zakaj je tako zelo pomembno in zakaj imamo toliko meditacij v šoli OM, zakaj stalno govorimo o kanaliziranih meditacijah. Zato, zdaj smo tudi znanstveno dokazali, da ko poslušamo kanalizirane meditacije, mi reprogramiramo naše možgane. In ko mi dejansko gremo v stanje počasnejših frekvenc, alfa, teta in delta, se zgodi to, da mi postanemo zavestnejši. Ne reagiramo na vsako pičkarijo iz zunanjega sveta, ampak smo v tem počasnem odzivu, zavestno se odzovemo na odnose. Naš odziv na življenje ni več iz pozicije žrtve, ampak je iz pozicije vodje, je iz pozicije osebe, ki zavestno izbira, kako bo reagirala na življenje. In še ena misel zdaj, če imaš ti otroka in ti vidiš, da otrok ne dela nekaj tako, kar bi si ti želel, daj pričakuj, da bo on to naredil. Imej zaupanje v njegovo sposobnost, da je sposoben to narediti. In ko starš čuti, ampak res, ko starš čuti, da je otrok to sposoben narediti, otrok to čuti in bo to naredil. Pa se predstavimo v partnerski odnos. Če ti pričakuješ, da bo partnerka nekaj narobe naredila, če pričakuješ, da nečesa ne bo dojela, če pričakuješ, da te bo razočarala, ja valjda, da boš stalno skreiral to. Pričakuj njeno sposobnost, vidi njeno sposobnost. Pridi s to energijo v prostor, da zaupaš vanjo, da verjameš vanjo. In veš, kaj se bo zgodilo? Ona bo to čutila. Ona bo to čutila in se bo odzvala na to energijo. Ali pa v delu. Ne vem, mogoče si učiteljica. Vidi sposobnost v svojih učencih. Ali pa imaš zaposlene. Bodi prepričana, da oni zmorejo narediti eno delovno nalogo. Prepričana bo, da so zmožni. In bodo zmožni. Zato, ker ti prineseš energijo gotovosti, ti prineseš energijo moči in opolnomočenosti in ti vidiš vodjo v drugi osebi. Ima oseba težavo, recimo, da ima finančne težave, pa posojaš denar. Ok, to je kratkoročno, dajmo samo pod preprogo pomesti tale problem. Vidi sposobnost človeka, da se postavi na lastne noge, zato nehaj pošiljati denarja in suportirati svojih odraslih otrok. Nehaj! Ker ti s tem dejanjem ti njim sporočaš, nesposoben si, zato te bom jaz preživljal. Ko nekdo od tebe pričakuje in vidi, da si ti sposoben, ti se povzdigneš in pokažeš, da si sposoben, ker vidiš, da oseba to od tebe, da to v tebi vidi. Ko nekdo v nas vidi sposobnost, se mi povzdignemo. Na tečaju kanaliziranja jaz vidim v vseh mojih tečajnikih sposobnost, da se naučijo kanaliziranja. Zame je to, sploh ni dvoma v to. Absolutno vsak to zmore. In energija, s katero jaz pridem tja, je to, tako bo. In oni to čutijo. In se na to energijo odzovejo. In pol oni sami od sebe imajo to pričakovanje, da jim bo ratalo. In torej, kje v življenju ti prideš noter iz svoje žrtve in pričakuješ slab rezultat? Pričakuješ, da bo naslednji zmenk smotan. Pričakuješ, da naslednjič ne bo ti uspelo najti boljše službe. Pričakuješ slab rezultat. Za koga Boga pričakuješ slab rezultat, če si ti kreator? Halo, ti si kreator. Zakaj sploh daš v svoj sistem nezaupanje, da neki ne bo ratal? Če to, kar ti razmišljaš, to, o čemer ti rolaš sebe okrog, to kreiraš.
zaupanje imej v lastne sposobnosti. In to je nekaj, kar se odločaš. Odločaš se, da boš tja nastavljal sebe. Odločaš se. In v bistvu, kaj se zgodi, če imaš ti možgane, ki so sproščeni, do česar prideš, če redno meditiraš, na kanalizirane meditacije, ti je z lahkoto biti v zaupanju. In spet smo tam, ne?